Lepo pozdravljeni iz občine Žalec. Včeraj sem spoznala hmelsko princeso, poskusila lokalno pivo in stopila v virtualni svet tradicije hmeljarstva. No, danes me ključ pelje v hotel, ki je zasnovan na podlagi modernih arhitekturnih smernic. Prepričana sem, da bom tudi tam našla kakšno povezavo s hmeljem in mogoče kak namig, ki me bo pripeljal bližje pivski fontani. Wow, kako moderen je ta hotel. Lepo pozdravljeni. Dober dan. Jaz danes iščem pivsko fontano in med iskanjem raziskujem občino Žalec. Moj prejšnji namig me je pripeljal do vašega hotela, tako da bi bila izredno vesela, če bi mi lahko o njem povedali kaj več. Seveda, z največjim veseljem. Hvala lepa. Zdaj, če ste se že oglasili v našem hotelu, bo tudi prav, da pokažem še nekaj sob, oziroma kaj se dogaja v našem hotelu. Zdaj, z menoj, prosim. Hvala. Povejte mi mogoče za začetek kaj o samem hotelu. Hotel je bil zgrajen leta 2019, predvsem za poslovne in tranzitne goste. Namreč hotel se nahaja tik ob avtocesti ob izvozu Žalec. Je hotel, ki je najbližje avtocesti na vsem svetu, ne boste našli nikjer hotela, ki je bil bližje avtocesti. In tudi s tem namenom predvsem imamo marketing za poslovne in tranzitne goste. Ker je ta relacija Štajerska avtoceste povezuje dejansko vzhodno Evropo z zahodno Evropo in smo nekje na sredini in smo zelo atraktivni na ta način. Hotel ima 47 sob, so butično opremljene. V sobo boste našli proizvajalce, kot so Moji, Gesi. Namreč res smo bili pozorni na vse detajle, ko se je hotel gradil. V hotelu imamo tudi butični wellness. V wellnessu imamo dve savni, finsko savno in turško savno. Finska savna ima originalno himalajsko sol, ki tudi blagodejno vpliva na telo, toliko bolj intenzivno izloča toksine iz telesa, da počuti potem še boljše po savnanju. Turška savna ima aromaterapije za pomirjanje duha in telesa. Tako da je naš wellness je butične narave, ampak zajema vse, kar naši gostje pričakujejo. Povejte mi mogoče še kaj o hrani. Dobra hrana je pomemben faktor, vsaj zame, tako da me zanima, kakšne dobrote ponuja vaš hotel. Naša kulinarika je na zelo visoki ravni. Ponujamo pretežno mediteransko, francosko-italijansko kuhinjo. Imamo zelo dobre kuharje z dobrim renomejem, z dobrim pedigrejem. Tako da res poskušamo jedilnik narediti čim bolj sezonski, s čim več svežih sestavin. Pred časom smo začeli delati tudi sami svoje domače sveže testenine. Po tradicionalnih italijanskih receptih smo imeli mojstrico iz Italije, ki nas je učila tukaj cel teden. Potem sami zorimo govedino, imamo suho zeleno meso v lastni zorilnici. Tako da res smo pozorni na ta del ponudbe v hotelu, kajti vemo, da ljubezen gre skozi želodec. Res je, res je. No, jaz sem tukaj že opazila moj novi namig. Da vidimo, kaj mi pripravljajo. Prevedi besedo hmelj v angleščino in skoči na kolo. No, prvi del ne bo težak, zato ker vem, da je hmelj v angleščini hops, ampak kaj misli pa naprej, moj zlati ključ pa ne bi vedela. Zlati ključ pa se usmerja naprej na ribnik Vrbje. Dobro. Potrebujete kakšna navodila, kako priti do tja? Prosim, čisto na kratko. Greste nazaj v Žalec proti Grižam in pred Griškim mostom na desno in boste prišli do Vrbja. Zmenjeno. Jaz se vam zahvaljujem, da ste me popeljali po hotelu. Upam, da se še kdaj vidimo, da pridem mogoče na kak vikend oddih in da poskusim vse te dobro kulinariko, ki jo tukaj ponujate. Bomo veseli. Hvala. Zmenjeno. Živjo. Živjo. Dobar dan. Kakšno lepo presenečenje. Ravno sem si zaželela, da bi me pričakali s kolesom. Ampak dajte mi najprej povedati za začetek, na kako zahtevno pot sploh greva. Sicer sem športnica, ampak vseeno imam še par stvari danes pred seboj, tako da ne bi bila rada preveč utrujena.
Greva na precej enostavno pot. Lahko bi rekel zelo lahko pot, večinoma ravninsko, tako da dobrodošli. Odlično, top, hvala. Povejte mi mogoče za začetek, od kje sploh ideja za ime te poti? Ja, hops oziroma hmelj je v našo dolino zelo tesno povezan in od tod je bila zelo lahka ideja potem, da smo prišli hops na kolo kot hmeljišče in pa seveda hop na koles, hočemo na kolo in se odpeljemo. Odlično. Kaj pa, koliko je teh poti? Verjetno jih je kar veliko, ali kaj? Med hmeljišči je ogromno poti, mi smo do sedaj označili 2, skupaj 46 km. Torej zelo enostavno hmeljkovo pot, ki je primerna za družine v dolžini 17 km in pa malo večji krog, 29 km, ki potekata po večini po hmeljiščih. Vmes pa so na ogled tudi različne znamenitosti, ki jih naša dolina oziroma naš kraj ponujata. Torej je na poti kar veliko za doživeti. Seveda, poleg same hmeljarske dediščine in pa pol in dela, ki ga lahko v različnih delih leta, v različnih sezonah spremljamo, imamo tudi mnoge turistične znamenitosti, ki smo jih povezali v ta hmeljkova kroga. Tako si lahko gledamo rimsko nekropolo, lahko se oglasimo v kateri izmed pivovarn, ki jih ponuja naša dolina, lahko obiščemo jamo Pekel, imamo različne naravne danosti, ob ribniku Vrbje so našteli več kot 170 vrst različnih ptic, imamo tudi opazovalnico, ekomuzej hmeljarstva in pivovarstva, fontano piv in še mnogo drugega. Tudi za najmlajše smo pripravili posebno animacijo, da lahko otroci zbirajo različne žige, klikajo na hmeljkote oziroma jih poskenirajo. Tu neko maskoto imate, kaj ne? Tako, hmeljkota in tudi s hmeljkotom je potem označena ta pot in del vsega ostalega, kar se združuje kot ta naš kolesarski produkt. Kaj pa zahtevnost? Je primerna pot tako za tiste čiste začetnike, kot tudi za tiste res zagrižene kolesarje, športnike, zadovolji tudi njih? Tako je, lahko bi rekel, da ta osnovna pot med hmeljišči je zelo enostavna. Če jo na nek način malo podaljšaš ali večkrat voziš, je lahko tudi zahtevna za mogoče zahtevnejše kolesarje. Ja. Imamo pa urejene tudi zahtevnejše kolesarske poti v naših okoliških hribih, na Hom, na Mrzlico, na Kal, na Šmohor, ki so označene z markacijami. Obiskovalci pa si lahko prinesejo tudi GPX poti z naše spletne strani Hops na kolo. No, sedaj si pa spoznala naše kolesarske poti. Res je. Čas je, da najdeš samo še Kuri Britov. Kuri Britov, kaj naj bi to pomenilo? To pomeni, da boš zelo dobro jedla. Dobro jedla, to se pa dobro sliši. Mi mogoče lahko namigneš, kam naj grem? Kar naprej po tej kolesarski poti. Dobro, hvala lepa. Se ti zahvaljujem za tvoj čas, da si me popeljal na to pot, mogoče kdaj pa še na kakšno bolj zahtevno. Z veseljem, pa se še kdaj vidimo. Zmenjeno, hvala. Hvala vam. Živjo. Dobar dan, zdravo. Jaz sem slišala, da se tukaj res dobro je, tako da me kar prineslo sem. Predvsem pa me zanima, kaj za božjo voljo je Kuri Britov. Res je, vse to boš zvedla, tako da, ker izvoli se usesti, jaz bom pa prinesel nekaj za popiti. Zmenjeno, odlično. Odlično. Izvoli. Hvala Si. lepa. Zame. Če se ne motim, ima vaša gostilna že več kot 140-letno tradicijo. Je to res? Res je. V bistvu pravzaprav moj praded se je priženil sem. Od takrat je postala tudi gostilna Privošnik, to je bilo 19. leta, bilo v bistvu že 100 let. Tako da jaz sem zdaj 4. generacija, ki je prevzela posel gostinstva in 5. Franci Privošnik v naši rodbini. Je pa že tu 6. Že raca okoli po gostilni. Že 6. generacija, odlično, evo. Super. Kaj pa gastronomska ponudba, kaj vse ponujate v tej gostilni, kakšne dobrote imate tle? Predvsem domače, mi se osredotočamo res na sezonsko, da pripravljamo tisto, kar je na vrtu in kar se da narediti.
oziroma zdaj smo vstopili v jesensko-zimski čas, pripravljamo svoje domače pečenice, krvavice, imamo svoje prostore za predelavo. Potem pa kot vedno tisti ocvrt piščanec, oziroma potem tudi kako se zapakira v bistvu, oziroma kaj ljudje odnesejo domov, je tista glavnina. Torej, kuri britov, kaj to je? To je naša posebnost, postali smo v zadnjih letih poznani po ocvrtem piščancu. Pravzaprav je pa to v bistvu samo embalaža, ko smo ji dali neko ime, oziroma da ljudje pokličajo pa rečejo, daj mi kuri britov za domov. Bolj za besede, za ljudi, kot pa da bi predstavljali nekaj. Neka zanimivost, ne? Super, ja. Kaj pa pivo, ima velik pomen v vaši gostilni? Največji. Pravzaprav zaradi tega, ker poznani smo postali po pivu že zelo dolgo nazaj, to je stara furmanska gostilna. Tu se je vedno ustavljalo pivo pilo. In tako je tudi pol, ko se je vse skupaj spreminjati začelo, iz lesenih sodov v kovinske, smo mi ostali, bi rekel, na nekem takem starem sistemu točenja piva brez dodanega CO2. Zaradi tega je bolj piten. Ljudje mislijo, da to je čisto drugo pivo, tako da v bistvu je bolj za poskusiti, ko pa za njem govoriti. Ja, se to. Se je lahko na zdravo popробava malo? Si? Dobro. Veste kaj, zdaj pa bi jaz, zelo me zanima, kako poteka hlajenje piva in rada bi videla, kako s to posebno ročko dodajate CO2, tako da bi si lahko mogoče to ogledala. Seveda, ker stopimo do hladilnice. Super. To pa skrivamo in hladimo naše pivo. Aha, odlično. Tukaj se hladi na 7 stopinj, potem pa se mu doda minimalna količina CO2, da pivo priteče lepo počasi in užitno v kupico, kot rečejo našim krigljem. Kaj pa neka posebna pipca, ki jo imate? Pipa je na drugi strani za točenje piva, to je tista starina v naši gostilni, čez katero še zmeraj teče pivo. Čarovnija se pa tukaj le ne zgodi, da pivo priteče takšno, kot mora. Super, ja, sem ga že probala in je res dobro. Jaz sem pa že opazila, da me tukaj čaka zlati ključ. Poglejmo. Pozdravljena. Skočiva za trenutek nazaj v zgodovino pridelave hmelja v Savinjski dolini. Štajerska kmetijska družba v Gradcu je leta 1862 pozivala gospodarje in kmete k gojenju hmelja. Temu pozivu se je odzval Franc Žuža, ki je že leta 1854 imel prvo hmeljišče v bližini Žalskega trga, vendar ga je kmalu opustil. Žuža je sadil žateški hmelj, ki pa se ni obnesel. Ko so leta 1886 v teh krajih prvič posadili hmelj znamke Golding, je bil pridelek odličen, saj so tej vrsti hmelja ustrezali tako klimatski pogoji kot zemlja. Zaradi kvalitete je bil konkurenčen vsem svetovnim proizvajalcem in je zlahka našel svoj trg. S tem se je tudi proizvodnja hmelja za vse čase ukoreninila v Savinjski dolini. Gledalce tokrat sprašujem, katera barva je barva ravnotežja in harmonije. Je tudi barva rasti, pomladi, prenove in ponovnega rojstva. Ti pa se toplo obleci in obišči kraj, kjer se nad vhodom razkrije hudič. In glej, da ne ostane z njim. Ok, ta namik je pa kar malo srhljiv. Ja, ni, nič ni. Zelo lepo, naravno in čudovito. Kaj pa naj bi to bilo? To je pa naša jama pekel. Ja, okay, nekaj kraškega v Savinjski dolini. Ok, super, sem že mislila, kaj me zdaj čaka. Nič hudega. Dobro, zdaj pa bi jaz kar še spila, kar nam je ostalo, če se strinjaš. Kolesarstvo, odlična gastronomija in prijeten kraj za počitek. Danes je bil dan, kot bi si ga lahko le želela. No, jutri pa me čaka še zadnji dan spoznavanja občine Žalec, zato pojdite z mano tudi vi, zato ker bomo izvedeli še zadnji del nagradnega gesla. Se vidimo jutri.